Danes v načrtu nisem imel delati kakršnega koli podcasta ali kakršne koli analize, ker sem nazadnje govoril pred tekmo z OKC-om, se pravi točno dan nazaj, pa še nisem želel nekih konkretnih zaključkov delati, ker sem po eni strani celo pričakoval takšno srečanje, kot se je danes zgodilo. Skoraj copy-paste tiste proti LA Clippersom, s tem, da sem mnenja, da so nas LA Clippersi takrat še bolj povozili. Dallas je pa zgledal točno tako, kot da ni pripravljen na tekmo. Pa pustimo zdaj, da je Dončić poškodovan, pa da se ubada s poškodbo, pa ne vem še s čim, ampak neka celota je delovala, kot da so prišli pri Dallasu prvo tekmo na izlet. Malenkost neresno, malo premalo pokrčeni v obrambi v kolenih, v napadu pa neke težke filozofije ni bilo, kot da upajmo, da bo Luka zadel kakšno trojko, če ne, mogoče kdo drug, če še to ne, ja, pa imamo naslednje tekme. Žal se je točno tako zgodilo, prva tekma je šla gladko in popolnoma zasluženo v roke Oklahome. Delali so, kar so želeli na terenu, upeljali so svoj način in stil igre, v četrtini so se še razleteli, zadeli praktično vsak met, ki so si ga vzeli, če je bil ta branjen oziroma ne, se pravi bolje oziroma slabše, šla je not. Enostavno na koncu je bilo že mantranje, mačka z mišjo in mislim, da 5 minut do konca se še je Kitu dal in odpočil glavne igralce, koliko pač bojo dobili počitka v tem resnično strnjenem ritmu. In ko to povem, sem prepričan, da bomo že naslednjo srečanje gledali neko povsem drugo moštvo, kar se tiče Dallasa. OKC pa se bo po mojem mnenju moral bolj potruditi za zmago. V bistvu v tem trenutku bi si skoraj upal trditi, da bo Dallas celo slavil na naslednjem srečanju, ampak ni zdaj to tista zadeva, o kateri želim govoriti. Kar se mi zdi fascinantno, pa me hkrati malo skrbi, malo sem že navajen, malo sem že projeciral, kaj bi lahko to pomenilo, ne? Luki so po rednem delu sezone številke padle. Konkretno uspešnost meta. Ne, zdaj, kaj temu botruje, vsi bomo se lahko, mislim, vsi, ne, napačen izraz, večina, ki bolj spremljamo Luko in Dallas, se bomo strinjali, da je to zaradi njegove poškodbe, ne. Hkrati pa se o podobni predstavi, kot jo je danes prikazal Luka, se pravi slabši met, takoj slabša točkovna učinkovitost, asistence je bilo sicer 9, pa smo tudi z njegove strani navajeni, da je ponavadi še kakšna več, da je bila na koncu lahko potegnemo črto in zaključimo, da je bila to ena slabša predstava, ker je tudi bila, brez nekih olepševanj. Hitro se določeni Slovenci, ja, ker smo mi svetovni prvaki in nekoga pluvati, prebudijo iz votlin, bi jaz temu rekel, ne. To je zdaj že neka folklora, navada v Sloveniji postala, ne. Berem celo komentarje, kako je Luka slab, kako Luka igra slabo, kako spet Luka ne igra obrambe in tako naprej, ne. Češ, mi kdo tudi reče, kaj se sekiraš, ne, pa sej, ne toliko, da se sekiram, sprejemam jaz drugačna mnenja in vse skupaj, ampak mi je pa res fascinantno, ne, da ko Luka da 39 točk, pa zdaj karikiram, 39 točk, 15 asistenc pa 12 skokov, pa zmagamo, ne. Se ponavadi pojavljajo eni in isti komentarji, ko že ponavadi komentirajo, se pravi uporabniki, ki dejansko so blizu mojega kanala ali pa mojih socialnih teh omrežij, pa komentiramo dejansko tekmo ali pa dejansko predstavo samega Luke, ne gremo iz nekih okvirjev, ne. Čim Luka producira tekmo, kot jo je včeraj, oziroma Dallas slabšo, so na sceni novi uporabniki oziroma neki novi sledilci, ki
podajo svoje mnenje, ne, ki je to največkrat oziroma v večini slabše, da ne rečem slabšalno. Ne. Ljudje, ki se potem hranijo z tem, da napišejo cele letanije, češ kako je Luka slab. Na podlagi ene slabe tekme. V redu. Dokler je to neko mnenje subjektivno. Ne? Ampak največkrat gre tu za žaljenje. Ne? Zdaj, večkrat sem rekel že, oziroma mogoče kdo že opazil, da jaz komentarjev načeloma ne brišem, kolikor gre za mnenja, osebna mnenja. Če pa so mnenja žaljiva ali gre to zame, kar ne jemljem osebno, ampak si ne dovolim, da kdo drugi to bere, predvsem mlajši, ali pa proti Luki, da so žaljiva. Tega pa pač nekako ne dovolim na svojih omrežjih, ker se mi pač ne zdi prav, da bi nekoga javno žali, posebej, če se ne more braniti. Pa pustimo zdaj primer Luke, govorim nasploh, ker mi ta zadeva ni pravilna, ker se od tega lahko nekdo mlajši nekaj nauči, pa ne nujno da prave zadeve. Nekaj je, če nekoga kritiziramo v smislu košarkarske tekme, košarkarskega nastopa, da ni bilo v redu, ne pa, da nekdo igra za en K. Ne? Ali pa da ne rečem, da je igra kot ena P. Ne? Takšnih zadev pa ne toleriram. Lahko se to mi kafansko pogovorimo, ni težave, si povemo v obraz, ampak ne bi želel, da teče debata na takšnem nivoju. Ampak recimo danes je, marsikje, recimo na 2 različnih platformah, se pravi in na Facebooku in pa YouTube, recimo, primer. Ne? In to so neki uporabniki, ki se ne javijo na primerih trojnih dvojčkov zmag, 73 točk Luke, ne vem, tistega pa onega podrtega rekorda, takrat jih ni. Ne? Praviloma določeni pridejo ven, kot sem prej rekel, iz votlin, ko glavnemu akterju, v tem primeru Luke Dončiću, ne gre. Ne? Kar nekako da privoščimo, kot da čakajo, da ne gre. Ne vem, zakaj se morajo eni ljudje s tem hraniti, ne zdi se mi to v redu, predvsem zaradi njih samih. Ne? Se pravim, zakaj bi se jaz s tem uravnal, pa ne dotično zaradi njih, ampak zaradi smeri debate oziroma nivoja debate, ki potem poteka pod mojem kanalu. Ne? Ja, skratka, precej slabše tekme v tem trenutku strani Luke zaradi njegove poškodbe. Ne? Tudi ostali težko sledijo temu, zelo pade vse skupaj, ko Luki ne gre met. In kljub temu, da ga zdaj le koleno ovira, on še vedno meče. Zdaj če bi jaz bil na mestu njegovem ali pa Dallasa, pa zelo enostavno je biti general po bitki, ne? Vsaj vemo. Mogoče bi se rad spomnil časov Ricka Carlisleja, ki je celo dejal, da takšni meti niso dobri oziroma njemu ne ustrezajo. O čem govorim? O post-up napadu, ne? Se pravi z hrbtom proti košu. Luka je tu zelo uspešen, na začetku tekme je celo proti Dortu to poskušal in bil relativno uspešen. Seveda, kakšen met tudi zgrešil, ampak če mogoče toliko ne more on gibati, pa se kaj mogoče ne bi z Kyrieom probali na enki, pa da se Luko da malo na dvojko ali celo trojko, pa da malo bolj s hrbtom proti košu igra. Še proba izsiliti kakšen faul, ne nazadnje proste mete pa v končnici res dobro izvaja, pa pustimo včerajšnjo tekmo, ko je 3 zgrešil ali koliko, ampak nema veze. Lejto, bomo videli, kaj bojo prinesle naslednja srečanja, ampak spet, ne, če se navežem tisto, mogoče, če niste spremljali na zadnje, kaj sem se javljal, tu se mi res poraja vprašanje, kaj bo po leti, ko prihaja sila pomembna zadeva za Slovenijo oziroma slovensko reprezentanco. Ne. Nastop na kvalifikacijskem turniru za olimpijske igre. Ne, tu Luko poškodovanega dvomim, da bomo videli, ne, ker že zdaj na glas razlaga, da potrebuje počitek in če ti vpišeš sprain knee v Google, se pravi, dobeseden prevod bi bil zvito koleno, ne, mislim, da slovenščina takšnega izraza ne pozna, pa naj me tukaj takoj kdo popravi, ki se bolje spozna na te zadeve. Takšna poškodba zahteva 6 tednov počitka, ne, idealen čas je to poleti. Zdaj,
vprašanje, kako daleč bo šel Dallas. Ampak če bo šel res daleč, Luka tega počitka ne bo dobil. Ne? In to me malo skrbi. Če pa slučajno kmalu izpade, pol so še relativne šanse, zdaj pa dajmo na vago, prevagajmo, ne, kaj imamo raje. Ne. Verjetno si v tem trenutku nihče od košarkarskih navdušencev v Sloveniji, razen preomenjenih gospodov iz Votlin, ne želi, da bi Dallas izpadal. Ne. Se imamo veliko motivov za to. Prvo, navijamo za Luko, navijamo za Dallas, če to v eni točki. Drugo, ker vsi želimo, da s tem Američanom zapre usta, ne, in dokaže, da je vreden Luka več, kot ga pa oni cenijo, in tako naprej. Ne. Težko bo tole, težko, ker brez Luke pa Slovenija, vse vemo, o čem se pogovarjamo. Ne. Ne, da ni to, ne, da ni ista ekipa, nego niti približno ni ista ekipa. Ne. Ja, zdaj sem mogoče že malo druge vode zašel, ampak vseeno, ne. Tako je to. Pa vaše mnenje o tem, kar sem kar povedal? Pa verjamem, da se bojo zdaj še vsuli kakšni drugi komentarji, recimo mogoče se bo celo kdo prepoznal o tem, kaj sem govoril, pa ni problema. Želim samo, da debata teče v nekem kulturnem dialogu naprej. Če bomo to dosegli, pol smo zmagovalci, če ne, bomo pa se lovili en drugega, pa gledali komentarje. Ne vem, kdo ima čas izgubljati z tem oziroma tratiti svojo energijo. Ne? Meni to ni. Jaz imam dovolj, da se sredi noči vstanem, naredim tisto svoje highlights za svoj gušt, pa tudi za vašega načeloma, ampak pol pa so druge življenjske obveznosti na vrsti, ne? Katerim je potrebno posvetiti svoj čas in energijo, da se ne pogovarjamo o družini. Tako da ja, no, zdaj pa preden res zabredem, vam tule puščam vaš prostor oziroma možnost komentiranja in pa hkrati zahvalo, da me spremljate. Če vam je bil mogoče ta komentar všeč, prejšnji highlights oziroma podobne zadeve, s katerimi se ukvarjam in jih najdete na tem kanalu, vas lepo povabim, da mi sledite, da se naročite na moj kanal, pa bomo se še tukaj družili. Ne? Do naslednjič pa vas lepo pozdravljam in upam na najboljše za Luko, za Dallas in za vse nas. Srečno, lepo zdrav.